Dobro jutro! Jutro! Pred nami je en pomemben dan, zanimiv dan, ko boste poslušali pomemben in zanimiv Denis Audić Show. Ampak ne se sekirat, vem, da je nedelja, nimate službe, upam, ampak kot rečeno, za pomembne goste, trije prijatelji in influencer Dino, ustanemo tudi ob nedeljah. Seveda. In pomemben gost je človek, ki danes izgublja službo. Predsednik republike, Borut Pahor, dobro jutro. Živijo. Dajmo pogledati, v kakšni situaciji se zdaj. Malo sem gledal, kdo vam jemlje službo in to boste počeli še 2 tedna. Ne sam to, ta, ki bo prevzel vašo službo. 2 meseca, no, ok, 2 meseca. In ta, ki bo prevzel vašo službo, bo še preden bo pač naredil karkoli, bo slabo vas govoril. Ne? On vas bo kritiziral, vi boste morali še volj, torej aktivno delati na tem, da vas nekdo nadomesti. Človek, ki vas kritizira, vi boste mogli pa še. Kak občutek je to? V redu. A lahko malo bliže, prosim, mikrofonu ali pa mikrofon bolj tja. Občutek je v redu. V redu. Po 10 letih grem s takim zadoščenjem. No, tako. Jaz, ko gledam te ameriške volitve, predsednike, ne, in ko vidiš, ko začenjajo svoj mandat, so vsi presrani, so vsi prestrašeni na fotografijah, ko ga predajajo nekomu drugemu, so vsi nasmejani. Hvala Bogu, da je konc. Ja, Bill Clinton mi je rekel enkrat, ko smo se pogovarjali, da je bivši predsednik najboljša služba na svetu. Ne. Tako da, ne, zdaj grem na boljše, ne na slabše. Ne. Mislim, kaj bi jaz naredil? Jaz bi na vašem mestu, preden bi šel ven iz palače, nekam skril en paket lignjev. To bi jaz naredil. Okay. Ali pa bi Štromarju naročil, ne stikala preveže na druge naprave, ključ od domarce bi vzel z varovalkam. Okay. Ponagajal. Tako. Okay. Vem samo, kaj boš z lignji. To bi znali zadišati. To bi znali zadišati in tako naprej. Pa pustiti ne iščejo, odkot to smrdi in tako naprej. To bi naredil. Zdaj pa malo pauze, da si predsednik zapiše par mojih idej, pa naprej. Aj prav, dobro jutro. Z nami človek, ki je v Sloveniji začel tradicijo, da če hočeš postati predsednik Slovenije, moraš najprej oddelati eno jutro v Denis Audić Show. Borut Pahor. Dobro jutro. Čemo pogledati, kako se je vse to začelo. Vse skupaj se je začelo z enim padcem. No, z 2. Najprej vlade, potem z enega konja. Nadaljevali se je pa z dokazovanjem, da lahko vzamete katerkoli šiht, ki vam ga dajo. Borut je lahko vse, tudi koledar. Avgust, september, oktober, november. Koledar, ki je obenem tudi čistilo za čevlje. Samo pravo to, kar sem obljubil, očistil kopačke. Ni, da ni. Poleg vsega vam prebere tudi vreme. Izberite Boruta zdaj in naslednjih 5 let ne boste potrebovali ničesar več. Res je. V prvi kampanji ste počeli vse mogoče. Naj naštejem, če dovolite. Picopek, metalurg, frizer, solinar, novinar na financah, voznik formule, oskrbnik v domu starejših, gozdar, bil je vajenec v Denis Audić Showu, bolničar, kleklar, branjevc, kmet, smetar, mesar, delal v mlekarni, šivilja, asfalter, striptizer, nogavičar. Tihaj, Denis, tihaj. Tlega je pa. Okay, skoraj. A vas je zmotil, ne? Ker sem rekel, voznik formule, pa ste me pa tihne. Tlebe pa niste Tudi ostali. najboljši dela napake. Ne? Tako. Zdaj, tle ste že dali malo vedeti, da bo ta predsednik malce drugačen že v kampanji, ne? No, jaz sem bil pred težko preizkušnjo. Bil sem označen za manj uspešnega predsednika vlade. Ljudje niso imeli najboljših spominov na obdobje, ko sem vlado vodil. Bilo je treba presekati s tem spominom in konstituirati neko, če želite, novo realnost, ki pa je hotela povedati, kaj želim delati, če bom izvoljen za predsednika. In tam sem pravzaprav povedal vse tisto, kar sem potem v 5 in 10 letih tudi storil. Skušal sem biti predsednik vseh, skušal sem do vsakega priti, skušal sem bil vsakim prijazen, tudi s tistim, ki me ni sprejemal za predsednika. Prvič. Drugič, povedal sem, da si želim, da naredimo nek simbolen in stvaren korak pri spravi, pri pomiritvi. Tudi to smo naredili. Rekel sem si, da želim biti predsednik, ki bo pomagal k miru in stabilnosti na Zahodnem Balkanu. Tudi to smo naredili s pobudo Brdo Brioni. Nisem si mislil, da bom toliko dosegel, ko sem rekel, da si želim imeti najboljše odnose s sosedi. S predsednikom Mattarellom sva si dala roke, bil je vrnjen Narodni dom. S predsednikom Vanderbelnom sva prvič po 100 letih skupaj praznovala koroški plebiscit. Tukaj so bile torej storjene stvari, ki sem jih obljubil, vendar, da so me slišali ljudje, Denis, sem moral najprej do njih priti. In to je bilo zelo težko vprašanje, glede na to, da
skratka, spomin name in na moje predsedovanje vladi ni bil najboljši. Ne pri vseh, ampak pri večini. Ne. Moral sem pokazati neko strast, da želim res njihov glas in da želim to, kar sem obljubil, tudi doseči. In ni bilo kaj, kot da sem posegel po eni precej neobičajni kampanji. Takrat nisem vedel, da so to že poskušali. Eden od senatorjev, mislim, da je bil Harkin, v Združenih državah je to poskušal v 80 letih, vendar je obnemogel fizično. Po 4 poskusih. On me je potem tudi obiskal v času moje kampanje, ker ga je zanimalo, kako to res zgleda, če jih narediš 40, no, ta striptizeta in formulena ni bil noter. In to se je izkazalo za sijajen preizkus. Ljudje so najprej bili zelo zadržani, potem so bili v dvomih, potem so pa že bili navdušeni in ko sem končeval to kampanjo, sem že vedel, da bom izvoljen za predsednika. Ker je bila tako uspešna. Ker začel se je res tako, ne? Med podiranjem smreke ste kot gozdar rekli v neki, to tako ste rekli, ker bi vsaka tako lahko padla. Ne? Tukaj smo že dojeli nekako, to bo pa malo drugače. Tukaj je pa malo tudi zabave noter, malo smeha in sproščenosti. Jaz sem nekaj dni nazaj rekel in bom tukaj ponovil, 9 volitev sem zapored zmagal. In ko sem vodil kampanjo, v vsaki od teh volitev sem že v kampanji vedel, ali bom funkcijo, za katero sem se potegoval, dobro opravljal, če sem v kampanji užival, in ali jo bom opravljal slabo, ker v kampanji nisem užival. V kampanji za predsednika vlade, vedoč, da se bliža finančna in gospodarska kriza, nisem užival. Imel sem skrbi, mestoma celo strah. To se ni izkazalo za dobro popotnico pri obvladovanju krize. Pri predsedniku republike je bilo čisto drugače. Najprej na to funkcijo sem se pripravljal celo moje življenje, na nek način, če smem zdaj tako reči, malček, za potrebe te oddaje. In vedel sem, kaj želim, in vedel sem, da sem to sposoben narediti, da sem sposoben dostaviti. In vse ostalo je bilo potem tudi veliko zabave, uživanja, ljudje so to prepoznali in ko mi je na sredi kampanje, mislim, da sem menjal avtomobilske plašče v enem od salonov, je gospod rekel, vi si ne morete predstavljati, kako vas nisem mogel videti kot predsednika vlade in si ne morete predstavljati, kako se sam sebi čudim, ko bom za vas volil. In sem šel k špelju in sem rekel, stara, to pa čisto obrnen svet in tako se je to zgodilo. Ampak zakaj ste prišli v to kampanjo? Zato, ker ni bilo denarja za kampanjo ali kak je bil razlog? Ali ta kampanja, to pa hočem jaz narediti? Torej, ta kampanja je bila skoraj brezplačna. Če me ne bi moji sodelavci prosili, da nekaj denarja vendarle damo, ker če ne bo vse skupaj sumljivo, ne? In sem potem pristal na to, da se kupi nekaj majčk in nekaj tega, da smo podarili ljudem, bi bila kampanja praktično brezplačna. Mi nismo imeli nobenih oglasov, nič. Mi smo šli preprosto na popolnoma drug koncept kampanje, v katerem je bilo v bistvu tole. Hočem priti do vas, hočem imeti vas glas, predstavljal vas bom po najboljšej moči, trudil se bom za to, da opravičim vaše pričakovanje. Pridem tudi na dom. Skratka, šlo je za neko strast, ki je ljudje niso zavrnili, kar bi lahko bilo v slovenskem karakterju, če tako pomislimo, ne? Ampak so jo sprejeli. Ne takoj, hoteli so videti ta, kako bi rekel, to pripadnost, ker ko sem jaz prišel v podjetje, dobro, pri tebi sem bil tukaj 5 ur, ne? To se je dal zdržati, tebi in meni, ne? Ampak ko sem bil v podjetjih, sem bil 8 pa 12 ur. In ljudje sprva, ko sem jaz prišel v podjetje, vsakič na novo. Se slikati, ne? Se prišel slikati, bo šli kamermani, bo šel tudi on. Po malce sem ostal, ne. Se je, čakaj malo, ne, ta tip nisi resno, ne. Da sem ostal do konca, do zadnje minute. In ko so me potem delavci čakali pred ograjo, zato da bi še se kaj pogovorili z mano, takrat smo počasi začeli spoznavati, da je to to. Ne? Da je to. Mislim, še dobro, da ste bili izvoljeni za predsednika, ker če date slušalke gor, tukaj verjetno službe ne bi dobili. Radar in kontrole so tam, kjer so bili, eni malce, drugač pa, kjer so bili prej. To je to. Eni so še pa malce. V kjer je par novih? Litija pri Merkurju. Ne? Radar je v Litiji pri Merkurju, meri proti Ljubljani in v Kresnicah snemajo film Smrtci 3. del. Razumeš, mislim, poanto, štos, ne? Razumem. To je šlo noter, kaj? Ja, to je bilo živo, 10 let nazaj je bil to prometne informacije. Tako sem prebral in bil izvoljen. Tako, in bil izvoljen, točno to. To je pa, če se šlepaš na Audiča. Tako je. Še zmer sem tle. Kaj bi se zgodilo, če takrat ne bi postali predsednik? Kaj bi počeli? Te možnosti nisem videl. Ne. Na polovici kampanje ne več. Jaz se spomnim in moja tajnica Marinka tudi dneva po kampanji, potem, ko sem bil izvoljen,
ko sem zjutraj prišel popolnoma poklapan in rekel, Marinka, kaj se je pa zgodilo? In sem rekel, Marinka, glej, lepega je konec, ne? Zabave je konec. Ne? In teh 6 mesecev te zabave je nepozabnih in eno najlepših obdobij mojega življenja. Pa sem bil 9-krat na volitvah, dostikrat sem trpel, dostikrat je bilo hudo, stres, vse tudi tu je bilo nekaj stresa. Ne? Jaz nisem želel, da ljudje vidijo v tem načinu kampanje neko nastopaštvo, vse to, kar se je potem tudi govorilo, da je bilo in verjetno tudi je bilo nekaj tega. Ne? Dopuščal sem, da vidijo, da sem hodil po meji politične korektnosti. Zlasti to, ker je bila kampanja neobičajna, kampanja ni bila v ničemer nesramna ali pa arogantna, ali pa samo neobičajna je bila. Nihče ni pričakoval, da jim politik v kampanji pripravljen do ljudi na delovno mesto. In to smo mi naredili. Ne? Šli smo k njim na delovno mesto in z njimi delali. In to mi je dajalo eno veliko zadovoljstvo. Jaz se spomnim takrat, ko ste prišli, ne? In se pogovarjava in je bilo tako, Denis, jaz sem Bajnc. Pozabi na vse, kar si do zdaj, kar sva se do zdaj pogovarjala in kdo sem in kaj sem prej počel. Jaz sem tukaj no name. Jaz sem tukaj Borut, brez Pahor, brez česarkoli, obravnavi me kot da sem prišel študent, ki išče radio, pošilji mi, dej mi naloge, delaj, kar bi pač normalno počel. In malo je bilo čuden, pa smo pa videli, ko smo ga poslali po jajca, je rešil po jajca, ne? Po zajtrke, ko smo mu rekli, da ne kavo prinese, je res kavo prinesel, ne? In moram reči, da je bilo nam tudi na nek način neobičajno, zelo neobičajno, po drugi strani pa tako zelo zabavno. Zelo dobro. Jaz se spomnim anekdota to, ampak res je, da so se mi tudi kakšenkrat malo privoščili. V enem podjetju, ne bom nič rekel, kje, mi je rekel delodajalec, oziroma taki bojo moji predpostavljeni, še takrat, ko so bili te ure dvoma, sem jaz, bom res tam 8 ur ali ne, je rekel, stopi do skladišča po liter stisnjenega zraka. Ne. Bilo je še jutro, mislim, sem si gotovo že ve, kaj govori in grem v skladišče. No, ampak to so se vsi smejali, jaz sem pa prišel nazaj resno in sem rekel, nimajo, ampak bojo dostavili. Ne? In pol ni vedel, do koga se bavate. Ampak to je bilo všeč. Tako da tega je bilo veliko. Tudi teh preizkušenj. Jaz se spomnim gozdarja Janeza, s katerim sva zdaj sjajna prijatelja. Ne? In ga lepo pozdravljam, če to posluša. Ko sem jaz delal prve 3 ure v gozdu, v Postojni, fantje in deklene, to si ne morete predstavljati, kako težko in naporno delo je to. Ne? Jaz sem prvič v življenju pojedel štruco kruha za sendvič. Ne? Štruco, celo štruco, ko je bila malca. Ker sem komaj preživel tiste 4 ure. On z mano sploh ni hotel govoriti. Tako, preziral me je. Ne? Kaj ta tip tukaj mene moti? Ne? Ampak jaz sem tako delal. Ne? Vse, kar je naredil, sem naredil še boljš. Trudil sem se neverjetno. In po malci mi je gledal, ali bo s kamerami, ali bom šel tudi jaz. Ne? In sem ostal. Ne? In pa rekel, ampak zdaj le bo pa to podarila tole. Sem rekel in to. In sem naredil z skrajnimi močmi. Ne? In pa je rekel, zdaj pa ne vem, in je uporabil kletvico. Ne? Ja. Rekel, ne vem, si, ne? Ampak zdaj te moram začeti resno obravnavati. Ne? In takrat so postale prijatelje. In tudi takrat sem vedel, da se stvari se lomijo. Ne? Pa je bilo na osebni ravni, ampak sem videl, da ljudje rabijo zelo veliko, da jih prepričaš, da nekaj počneš zelo iskreno. Ne? Zlasti, če je tako neobičajno. Takrat se je to posrečilo. No, in takrat je bila ta znana fraza o tem, da nismo še nikoli. Tako hiter. Ja. Kar ne drži. Potem je postal predsednik in kaj se je pol dogajalo, to bomo pa vse šli še čez. Dobro jutro! Poslušate en zelo poseben Denis Avdić Show, ne samo zaradi tega, ker je nedelja, ampak tudi zaradi tega, ker je danes naš gost, predsednik republike, gospod Borut Pahor, ki nam je enkrat očital tole. Imel bi eno pritožbo. Ne, že kar lahko prosim malo več šali na moj račun, ker smeh je pol zdravja in mi prav pride. Lahko bi se bolj šalili na moj račun. Ne? Tle vam nekako ne morem očitati, da se vi niste trudili za to, ste se. Konc leta 2012 ste prisegli kot predsednik in nam kar kmalu dali vedeti, da bo pa zdaj malo drugače. Najprej ste postrojili gardo. Vaš vrhovni poveljnik sem odločil, da bo odslej za vsak državni praznik pred glavnim vhodom v predsedniško palačo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Potem ste postrojili še maturante. Ajde, Miška Mala, gremo! Miška Mala. Tle me zanima, kdaj je bil tisti moment, ko ste si rekli, pa takoj, ajde, Miška Mala, pa ste vsem še, pač, to mi deli, pa...
Ok, to je bil zdrs, meni se ni zdelo, da bo zaradi tega konc sveta, ampak razumem, da je mogoče to videti kot neprimerno izjavo, ne gre za to, ali reče predsednik ali ne, ampak kdorkoli. Meni je bilo hudo zato, ker so bili dejansko tam mladi ljudje, ne? Če bi bila to neka žurka, bi bilo čist drugače. Zato mi ni bilo vseeno. Ne? Upal sem, da bodo ljudje razumeli, da sem to rekel v nekom kontekstu. Hvala Bogu je bila zraven mene Tanja. Me je bodrila, je rekla, glej, nihče ni popoln. Priložnost se bo še opravičil, to ni bilo najbolj pametno. To hočem reči. Doživeli smo potem še opravičilo. Potrudil se bom biti boljši. Tega ne morem zagotoviti. Obljubim pa, da se bom potrudil biti boljši. Jaz sem si tle rekel, kako boljši, vse boljši ne gre. Glejte, v 10 letih in neprestano ste pred mikrofoni ali kamerami tudi rečete ali naredite nekaj, kar bi kdo lahko smatral, da je neprimerno. Ja. Zdaj tako, najprej, Denis, javno sem rekel, dajmo se raje šaliti kot žaliti. Pri meni ste lahko videli kakšne zdrse, ki so bili povezani s takimi, bom rekel, vendarle manj bolečimi, recimo, izjavami. Zame je bolj hudoče, je na nekem položaju pomembnem nekdo, ki ima manj samodiscipline pri sovraštvu, pri surovosti, pri žaljenju. Tega nisem počel. 10 let mi ljudje niso slišali, da bi rekel nekaj, kar bi z tega vidika lahko rekel, da je neprimerno. Seveda so bile pa situacije, ko se ti karkoli zgodi in pa se upravičiš in gremo naprej. Ampak jaz sem ponosen na to, da mi ni bilo nikoli potrebno za to, da bi dokazal ali pa povedal svoje stališče, to reči na glas ali pa z neko surovostjo, celo sovraštvom. Tega nikoli. Tukaj bom kar pritrdil. O tem, koliko je bil boljši, bomo pa še v nadaljevanju. Ostanite z nami, dobro jutro. Dobro jutro. Gremo kar naprej. Jutro. Dobro jutro. Denis Avdićev je tole tako, kot ga še ni bilo, ker je danes nedelja. Trije prijatelji, influencer Dino, smo z vami in z nami je tudi predsednik Republike, gospod Borut Pahor. Kjer je Dino influencer, da bom vedel? Ste vi, okej. Sam to vedel, da vpliva na... Edini v roza palaver. A naj dveh z Mihatom ne poznate? Ste naj premalo krat videli? Zdaj, malo prej smo govorili o Miških malih, pa si ne bi upal nič reči, to je prva stvar. Njemu sem dal odlikovanje, ne smejo pol misliti. Tako zadovoljen, res. Želaki onak, to pa res sem bil. To je pa res. Samo on je bil pa razočaran nad sprejemom, zato ker ni bilo nič za jest. Vi ste bili bolj razočarani, vsi skupaj smo pričakovali. Smo se res lepo zrihtali, ženske so imele frizure. Nič nismo jedli. In pa smo res pričakovali mogoče, da bo nekaj še za usta dati. No, ne povem, kako smo mi pričakovali. Mi smo rekli, da Želaki onak, on bo prinesel sabo, mi bomo imeli tukaj. Narobe ste mislili. Zdaj vemo, sendvič od doma ne naredimo in prinesemo sabo, ko gremo v predsedniško palačo. Kako? Drugače je bilo v redu. Ne, super je bilo, tudi ta kulturni nastop, vse. Pa se mi zdi, da sem se tudi lepo izkazal z besedami. Sjajno, tudi kot kolesar, ne? A to pa sploh? Kdaj je mene dal zraven? Takrat je bil breg, ne? Moram povedati, da je... Kako smo mi da to furala? Tam Slovenske Konice, tam gor, ne? Tam je res... Pa sam za tisti ne vzel. Res je dal vse od sebe. Preznojil se je. In je videl tudi, kako je teb, ne? Moram reči, da je predsednik podprl akcije Želaki junak in tudi 28-urni dobrodelni maraton. Absolutno. Ti so bili čisto štekani. In je bil težak. To pa ste še vedno počeli. Še vedno bomo počeli. To je velika reč. Ja, moramo delati. Pohvaliti vas pa moramo tudi zato, ker ste nam na vprašanje odgovarjali tako, kot se je dal z vami tudi delati. Najbolj divje novo leto, ki ste ga do zdaj doživeli. Ob 7 uri sem, kot običajno, z nadškofom. Najbolj divje novo leto. Ne mi z nadškofom. To priznanje še zdaleč ni največji incident, ki ste ga imeli v Denisu Avdićevu. O tem pa v nadaljevanju. Dobro jutro. Jutro. Čakaj, si moraš še to naštimati. Ta čas se pa lahko ozrete v smer. Končno. Vedel sem, da bo všeč, to sem rekel, ne bo naštimajo. Evo ga Cigler. Ne, Brglez.
Dobro obleko, končno kupil. Vrhunska. Kje ste to? To mogel na dven, to šlo za... Šle je v komentar, takih srajc pa ne nosim črte. Za mleko, to bi šlo... Lejo, Pa še dobra je. Pa še k šminki, ne? Super stvar. Miha, Lušan. Miha, to je bilo najbolj zabavno. Miha, Lušan. Lega, no, prav. Pa prav super ste. Direktiv. Dobro je pa to delo, res. To je naša ekipa. Vrhunska deluška ti štiri to Pa delo. dajte to kam ven, no. Če ne bom jaz dal. Lega. Evo ga, gozdar. Miha prav, ja. Vsi to so del, zakaj gre. Ne, sijajno se. Ok, Kakšen lepi spomin. gremo naprej. Gremo naprej. Smo? Yes. Dobro jutro, jutro. Danes poslušate en poseben nedeljski Denis Avdić Show, poseben je pa zato, ker je z nami predsednik republike Borut Pahor. Ki izgublja službo. Tako, ja, izteka se mu ta rok trajanja Veš, predsedniškega. kaj pa razmišljam, Ja, zdaj, ko se mi izteka služba. ja. Če sem se izkazal takrat s 5 urami, če bi prišel sem vreme. Samo vreme tukaj. Ja. Ne bo šlo. Jana Morel. Zakaj pa bi zdaj teli vreme? Ne vem. Ne. To pa ne bo šlo. Ne. Vreme je hotel. A prav vreme? Ja. Se bi samo sončno napovedal. Veste. Ja, pa bo rekli lažejo. Skozi lažejo. To ne bo bi šlo. rekli, da če ne bi vremena napovedoval. Tako da, brez Tako da, tle ne bo sorry. šlo. Tle ne bo šlo. Sorry. 10 let se vam zdaj izteče in če se vam kaj ne more očitati, je pa to pomankanje dejavnosti na mednarodnem parketu. Brdo Brioni, prizadevanje, da BiH postane kandidatka za Evropsko unijo. Ja. Slikali ste se z Obamo, skrbeli za dobre odnose s sosedi, bili uvrščeni na 9. mesto najbolj seksi svetovnih voditeljev na svetu leta 2016. Vedno sem se spraševal, zakaj šele na 9. Skroven pa je bil, ne? Odlično. Očitno je bilo to mesto preslabo, ker ni kaj dosti preveč pomagalo pri hrvaški predsednici Kolindi Grabar Kitarović. V kakšnem smislu ni pomagalo? Ja, ni pomagal kot premijeju, če pogledam. To je pa res, to je pa treba priznati. Vam je šlo boljš pri Jadranki Kosor. Kar smo pa vsi opazili. Se še spomnimo kemije med Pahorjem in nekdanjo hrvaško premijejko Jadranko Kosor. Mu je uspelo očarati tudi Grabar Kitarovićevo? Tiste energije, ki smo jo bili vajeni med takratno hrvaško premijejko Jadranko Kosor in Pahorjem, ni bilo. Zdaj pa nas zanima, kaj je bil problem? Moja mama je vedno mislila, da sem imel nekaj za Kosorjevo. In se rekel, mami, te lepo prosim. Je rekel, ja, meni se tako zdi, no. In to sem Jadranki tudi povedal, Jadranki se zdelo čisto v redu, da tako mama mislila. In smo še danes prijatelji, to moram povedati. Z Jadranko Kosor. Sej tudi za Kolindo si še izmenjamo, kaj se vidimo. Ampak za Kosorjo so ostala prav prijatelja. Bila sva skupaj v težkih trenutkih za obe državi in to nam je povezalo. V kakšnih stikih, če sta pa, ne vem, s premijejko Finske? Lega, kaj se smeje. Škoda, kaj smo radio. Zdaj smo v takih... Ne, to je čisto resen pomislek. Zdaj smo v takih, kako bi rekel, kulturno-političnih razmerah, da ne moreš, ne veš, če smeš reči čedna. A veš? Ja, je čedna. A smemo to reči? Če jaz rečem tukaj, recimo, ne, da ste čedni. A resno mislite? Ne, resno mislim. Okay. Resno mislim. Super. Fajn se sliši. Ja, lahko. Mislim. Jaz vam rečem, ko imam recimo... Ker njen način je tudi tak, ne, da je v bistvu očitajo ji to, da je normalna. Da je normalna. Očitajo ji žuranje, normalno žuranje. Očitajo ji druženje s prijatelji. Absolutno. Če bi ona, ne vem, to počela namerno ali tako, ampak to je prišlo iskreno, mimo njene volje, to je bil zaseben del njenega življenja, ki je legitimen, mlada je, kdaj pa bo vesela, če ne zdaj. Mislim, da je bilo to čisto v redu in sem stal na njeni strani, to že moram reči. Jaz sem mislil, da me sprašuješ tako, ker je tudi zločedna. Zločedna je. Pa tudi zelo pametna ženska. Ne. Zadnjič sem poslušal njen nastop pred Evropskim parlamentom in to je tudi pogum političen, ne, se postaviti tako, zlasti, ko gre za Rusko federacijo. To niso mehne stvari za eno Finsko. Ne. Pa ste, ona je predlagala in državljani so to sprejeli, da po 200 letih, tako rekoč, 100 nevtralnosti postanejo država NATO. Ne. To so velikanske spremembe. No, to je ona sposobna narediti. Ne.
Če se pa malo zabavajo, bomo pa vsi prvoščili. Absolutno, absolutno. Sta pa vidva poseben stik vzpostavila tudi z bivšim predsednikom Evropske komisije, Jean-Claudom Junckerjem. Gospod Juncker je drugačen politik, je moj prijatelj, zato sem pristranski do njega in je nekoliko manj sterilen politik, kot so običajno drugi. Odobravam to, da ne skrivate svoje drugačnosti. Zdaj, mene zanima, če se spomnite, kako dejanje ste tukaj odobravali. To je bila izjava potem, ko je Juncker za ta zadnjo plat, zaradi po domač povedano ščipno hrvaškega premijeja Plenkovića. No. Zdaj pa še veste, kam gremo, ne? Malo kasneje je prišel k nam na obisk v studio in seveda ga nismo mogli pustiti brez te izkušnje. Ravno kar je Deželak uščipnil v ta zadnjo gospoda Boruta Pahorja, ki pa tako vedenje odobrava. Ne, jaz sem rekel, da ga to še ne dela Jean-Claude Junckerja. Jaz ne bom pozabil pogleda, kako je pogledal, ki ga je Deželak je prvo pošlato ga je zaradi. In ne bom pozabil pogleda, ampak je rabo je sekundo, da je dojel, zakaj smo to naredili. In se je začel smejati. Ja, to je res. A je bila dobra fora? Sjajna fora. A smo pretirali? Ne, jaz sem pričakoval tudi danes, da bo kaj takega. Se šel vzakati mimijane, pa nič ni bilo. Ja, vidiš, zato pa je Deželak dobil jabolko navdiha, Jana pa ne. To je to jabolka navdiha, vidiš. Čeprav moraš mi tudi za tako stvar pogum. Ni bilo lahko tudi meni. No, povej. Ja, pač svoje izkušnje povej. Kako je bilo te? Ker jaz sem ti to naročil, da narediš. On mi naročil, da ne uščipnem predsednika. Vsak bi pomislil, čakaj malo, a je to spodobno, ni spodobno, a imaš po domače rečeno jajca, da to narediš, ne. In pa sem rekel, pa dejmo, pa kaj pol, sej fora, sej heca, ne, sej bo predsednik razumel, ne. Ampak samo on, po moje, bi lahko samo on to razumel. Res je. Nobenemu drugemu predsedniku do zdaj ne bi tega naredil. Ampak tudi jaz, pa tako kot deli, se spomnim ta pogled prvi, ki je bil, ne. Tako kao Deželak, kako? Pa ravno ti! Zakaj ne Jana? Ja. Če bi bila Junkerka, mogoče bi jaz. Dobro jutro. Jutro. Jutro v Denis Avdić šovu. Dobro jutro. Nedelja je, ne se navadati ljudje, to je samo danes. To pa zato, ker je naš posebni gost danes predsednik Borut Pahor, s katerim danes malo govorimo o zadnjih 10 letih, ki so po mnenju nekaterih dovolj dober razlog, da obdržimo maksimum 2 mandatov za predsednika republike. Hvala, Denis, na te se vedno lahko zanesem. En od razlogov je tudi tale. Kaj pravite na to, da ste Instagram predsednik? Slovenija postaja digitalna družba. Gotovo tukaj orjem ledino. Še en naziv ste si prislužili v teh 10 letih, predsednik, pol pa napredovanje v kralja Instagrama. Koliko sledilcev ste si nabrali v teh letih? Torej, približno imam zdaj na vseh spletnih orodjih 300 000. 300 000. Zdaj, eno stvar je treba priznati. Vaše objave niso bile nikoli žaljive ali sovražne. A bi vi rekli, da so bile vse pametne? Ravno v eni oddaji pred vašo sem dejal, da niso verjetno bile vse primerne. Jaz sem jih imel kot primerne, ampak kot predsednik moram upoštevati, da ima lahko tudi večina ljudi drugačno mnenje. Tukaj gre za eno večno vprašanje politikov in spletnih orodij, zlasti Instagrama, seveda tudi Twitterja, ampak zlasti Instagrama, ker fotografija pove 1000-krat več, ne, kot beseda. Ali vi vsak dan recimo postate stvari, ki so v kontekstu okoliščin ali ne. Če sprejmete to, da postate v okviru okoliščin, praktično izgubite Instagram, ker ne morete biti zanimivi, atraktivni, ne morete povedati tiste, kar želite. Me razumete? Če pa greste vi izven okoliščin, recimo, da se tisti dan v tujini zgodila neka velika, huda prometna nesreča. Zdaj si bom zmislil en primer. Vi pa postate nekaj veselega. Bo kdo rekel in bo tudi zdravo napisal, glej, poslavamo sožalno brzojavko, tam je 50 ljudi mrtvih, on pa posta, kako se je zabaval na plaži. Zdaj, tako je možno seveda stvari videti, ampak če to sprejmete, ste mrtvi na spletnih platformah, zlasti tam, ker se pričakuje nekaj več zabavne, bolj lahke vsebine.
Zdaj, če uspete prepričati dovolj iskreno ljudi, da vendarle ne vas jemljajo take, kot ste, ne popolnega, potem imate neke možnosti za uspeti. Ampak veliko politikov je pogrnilo pri tem, zelo veliko. Jaz se spomnim Karla Erjavca, ki je začel z Instagramom. Sem rekel, Karl, be careful. Ne? In nisem prepričan šel do konca. In res ni šlo. Ne? Pa je bil Karl Erjavc, ki je bil zelo ustrajen politik, če je trmast celo. Ne? Preprosto ga je zlomilo mnenje javnosti, zlasti upokojenske, da se to ne dela. Ker to dela Pahor, to se sicer ne dela. Ne? In ga je zlomilo, je zaprl Instagram, ker ali bi se mogel okviriti in bi postal nezabaven, neatraktiven, ali pa je tvegal, da bo izgubil volivce in se je odločil, da ga ugasne. Ne? Tako da, o teh stvareh sem se pogovarjal zelo zgodaj z predsednikom Obamo enkrat. In on me je takrat opogumil, je rekel, se pogovarja, kot da imava alternativo. Nimava. In zato sem takrat rekel, postajamo digitalna družba. Je rekel, nimava alternative. Moramo živeti svet, ki ga živijo generacije za nami. Ali pa nas bo odnesel čas. In tako sem se pač takrat opogumil, da gremo v to. Mi smo pred kratkim tudi mogli iti v to smer, ali bi nas povozil čas. Vzeli smo njega, smo influencerja, Dinota smo pripeljali. Vsi skupaj so me pripeljali. Že pripeljal, pokriva socialna omrežja, povedal nam je, da sploh nikjer nima nobenega profila, tako da je zdaj izdelan na tem. Ja. Kako pa veste, da je influencer? Ja, zdaj smo naredili smo skupaj v bistvu te socialne omrežja. Tako, zdaj ima 3000 followerjev. Smo že na 3000. Nekako mu gre. Smo že skoraj na 4000, jaz zaokrožujem gor. To pomeni 3100, če je. No, ampak vsi zaokrožimo gor. A rabiš kakšen nasvet? Mogoče. Kaj imate, TikTok ali kaj? Zdaj, trenutno. TikToka še nismo naredili. Trenutno imamo samo Instagram. Pa Facebook, ki ga v bistvu nisem toliko ful uporabljal. Ja. Zdaj ne vem, kaj bi pomagal. Mogoče, če kaj zapoje, ker en od vaših največjih hitov je bil tudi tale. Glej, zvezdice božje, mi gledajo lepo. Odprto široko je sveto nebo. Kaj je, Malca? Bravo. To je bilo tudi med kampanjo v enem podjetju. Ja. Ja. Če ni bilo v šoli, mogoče. Ne vem, nekje je delal. Nekje je delal. Tako da, Dino, ne vem, če je to najbolj primeren hit, da se ga ti lotiš. Ja. Je pa stvar taka, da če Dino pride do 50 000 followerjev, to smo mu mi obljubili, da ga pofollowa tudi predsednik republike. Absolutno, ja. Ampak je daleč od tega. Daleč sam zadnjič smo pa tudi rekli, ker ste me v bistvu na kaj smo te na TT? Ja, na TT, ne? Ste rekli so mi, da bom vas poklical in vas prosil za follow, ne? Ja. In če vas dobim, da me pofollowate, me oni takoj pofollowajo. Ker mi ga ne followamo. Ampak kdo ga pa bote, lepo prosim. No, evo. Čakajte, gospod predsednik, dajmo se malo skavati. Morate dati priložnost vsakemu državljanu, da to tako lepo polovite. Njemu se izteka. Ampak zadnjič sem dobil številko od Artača, ki me v bistvu on pač na foro vrgu, da ste vi in pol, jaz sem sicer videl, da je on. Da me je zadev glasovno? Ja, ne toliko, no, ne toliko. Okay, dobro. Ne toliko. In pol nič ni bilo iz tega. Ampak za vas vam pa tle, ne. In zdaj, če vi meni to uslugo naredite, da me pofollowate, dobim vse njih v zbirko, ne. In to je načeloma zdaj moj naslednji cilj. Ker do 30 000 bom rabo ful dolg časa, ne. Vi v načeloma se vam izteka, meni je žal. Jaz sem volil za vas. Meni je žal. Nisem imel volilne pravice. Zašom, Asa je vrgul na mizo, da bi ga pofolloval. Nisi bil dosti star takrat, da bi sploh Ne, drugače to so bile moje prve volitve, sem volil. Prvič v življenju, ki sem volil, sem volil za vas. Sem bolj zanitko, da se moraš truditi v življenju. To bi bilo čisto preveč enostavno. Ne, zdaj pa je res prav pokazal strast in to moramo opaziti. Je, ne? Ja. Saj se meni zdelo, no, da moram to volilno vršiti. Se bomo pol kasneje zmenili. Muska, dobro jutro. Dobro jutro. Poslušate nedeljski Denis Avdić Show in ravno kar ste slišali besede, ki jih ne boste nikoli več in ko smo že pri nikoli več. Predsednik Borut Pahor je bil tako prijazen in pogumen, da se je odzval našemu vabilu. Ja, in mene nekaj me zanima. Kaj se je zgodilo z ribico, princesko? Torej, jaz sem imel že v prejšnjih službah, če je bilo le mogoče akvarij. In nikoli tako, kot Bog zapove, kot rečejo. Ne? Ko sem sklenil, da bom imel akvarij tudi kot predsednik republike, tako na začetku, tudi nisem imel pravega akvarija in tudi nisem zbral prave ribe. Bila je podarjena. Nikoli ne dajo akvarij podarjene ribe, pojdi kupijo sami in kupijo tako, kot ti svetujejo strokovnjaki.
Po več protestih društv za zaščito živali smo mi potem dejansko rekli, okay, ali imamo akvarij kot se pritiče ali pa pustimo. In smo se odločili, da strokovnjaki imamo akvarij, v njem so zdaj mehne, drobne ribice, živijo sjajno v krasnem akvariju, zlasti otroci, ko pridejo, jih radi pogledajo in pač dajo neko toplino prostoru, drugače pa so vse princeske. Prva je bila princeska, potem so bile pa kar vse princeske, otroci so to blazno zapomnili. Ja, mi smo si tudi zapomnili, ker ste rekli, da imate princesko radi, ker vas ne kritizira. Ja. A bi vam bilo bolj všeč, če bi imeli tudi volivci tak 5-sekundni spomin? Ne, je že v redu tako. Je tako. Enkaj tole, Denis Avdićov, na nedeljo zjutraj. Človek, ki je poskrbel, da ima predsedniška palača ob državnih praznikih odprta vrata, se pravi, če takrat nimate v centru Ljubljane kam na WC, ker je vse zaprt, imate zdaj eno opcijo več. Predsednik republike Borut Pahor je danes z nami še enkrat. Dobro jutro. Potem, ko ste se potegovali za drug mandat in tudi v tej kampanji se nas niste mogli znebiti, namreč poslali smo vam Muleja na vrata, da vas vrže iz postelje. Dobro jutro, Borut. Lepo zdrav, kako je? Dobro jutro. Tukaj smo Radio 1. Žive. Grem ven, ali noter kam? Aha, kar naprej. Moram reči, da je zelo vse pospravljeno. To imaš kakšno čistilko, ki je pod kakšno poslo. A je bil to en od viškov kampanje, ali bi mogli koga drugega poslati? Jaz se spomnim tega, to je bilo, mislim, da v Sevnici. Ja. Zjutraj, ko nisem pričakoval nikogar, je prišel ta čudak na vrata. Zvedeli smo, kjer v hotelu je. Ja. In potem je bil nek prijeten pogovor. To je bilo v kontekstu hoje po Sloveniji, po dolge in počes. To je bila čudovita izkušnja, drugačna kot v prvi kampanji, popolnoma drugačna izkušnja. Za istim messagem, ne? Hočem priti do vas, tudi če pridem peš in na konc sveta. Bili smo utrujeni, tega se spomnim, ampak potem smo imeli krasen pogovor. To je bilo v Sevnici, mislim, da v nedeljo zjutraj. Kje ste pa dobili idejo za to drugo kampanjo? Deželak junak? To je bila Lukčeva zamisel, ne, sinova. V enem pogovoru z mladimi ljudmi, tako kot pred 10 leti, ko je padla ideja za Delo, je Luka rekel, zakaj pa ne bi naredil kampanjo od vrat do vrat. Sem rekel, to je nemogoče, to je kampanja na državni ravni. Je rekel, točno, na državni ravni. Jaz sem rekel, ampak če gre z avtomobilom, ne, rekel, peš. In smo naredili 997 km peš po Sloveniji. Kamila Cabello. Kamila Cabello potne. El Camino, drugače, mi pravimo Kamila Cabello. V drugo je šlo na knap, takole poročal v 24 uri iz vašega štaba med štetjem glasov. Še vedno veje nek optimizem, da se bo tehtnica naposled le nagnila k Borutu Pahorju. Saj si ne predstavljajo, da bi mu vsi ti ljudje, ki jih je Pahor obiskal na svoji več kot 770 km dolgi peš poti, da bi mu obrnili hrbet. Mislim, res grdo, da bi ljudje lagali politiku, ne? Ja, seveda, mislim, kje si to slišal? Zaradi ironije, da bi izgubil zato, ker bi vam ljudje lagali, da vas bojo volili. Ampak prihaja tudi do tega, ko si na terenu, ali lahko dobiš napačno predstavo o tem, da lahko zmagaš. Ne? Namreč, s katerim koli od kandidatov se mi pogovarjamo, pravijo, da bojo zmagali. Zaradi tega, ker kamorkoli pridejo, njim ljudje govorijo, tebe bom volil, tebe bom volil, tebe bom volil. No, ampak po 9 kampanjah sem že vedel, da so lahko občutki ali zlagani, ali pa moraš iti tudi do tistih, ki te ne bodo volili, da dobiš neko pravo razmerje podpore in zavračanja. Druga kampanja je bila težja. Kot prvo sem šel kot absoluten disident, ne, kot človek, ki je bil obsojen na poraz, človek, ki se je zmotil, ker kandidira. Ne. V drugi sem branil nek položaj, vendar je bilo ravno še dovolj, se mi zdi, strasti in kljub tej zahtevani politični korektnosti v drugi kampanji ne moreš kot izzivalec lahko, kot aktualni predsednik pa ne, biti drzen, ne? Ampak kljub temu smo naredili nekaj stvari, ko smo dali vedeti, nismo se zelo spremenili. Imamo več izkušenj. Več vemo, več znamo, ampak še vedno smo mi, še vedno smo tudi malo poredni, še vedno se radi zabavamo, nismo popolni. Ne? Tako da to je ravno dovolj. Ne? Je bil pa Šarec izredno zahteven nasprotnik. Ne? Vedno sem si rekel in nikoli si nisem dokončno odgovoril, kaj bi se zgodilo, če bi nekaj tega humorja, kar ga on premore, ne? Če bi pokazal v kampanji. Ne?
To ostaja neodgovorjeno vprašanje. Če bi samo enkrat v kakšnem od soočenj, samo za trenutek pustil to igro resnega državnika, ne, in samo za 5 sekund bil Šarec, ne, nisem prepričan, da bi imel odgovor na to njegovo reakcijo. No, on tega ni tvegal, ne, in verjetno se skupaj z mano sprašuje, ali bi bilo drugače. Ali bi bilo drugače, če bi šlo. Tudi v tej kampanji ni šlo brez socialnih omrežij, zaradi tega smo v poročilih videli kar zanimive pogovore. Recimo enkrat ste objavili eno fotko z enega maratona in ste imeli tole debato z Manico Ambrožič v Dnevniku RTV-ja. Zakaj ste se odločili? Kaj sporoča ta fotografija? Ste predsednik države? Niste prebrali, kaj sporočala? Nadaljujem running. Ker to je glavna pomanjkljivost tistih, ki se morda ne ukvarjajo z Instagramom, nič hudega, nihče se ni dolžen ukvarjati sem. Instagram je zelo pomemben zato, ker tistemu, ki se z njim ukvarja, omogoče, da ga s tekstom uokviri. Pod to fotografijo, ki je zanimiva, morate priznati, in samo zanimive fotografije. Zakaj je zanimiva ta fotografija? Zato, ker imam krasno rumeno majico in modro kapo. Kakšen odgovor? Ne vem, če še kak predsednik daj rekel. Zato, ker imam rumeno majico. Krasno rumeno majico in modro kapo. Moda vam je zmešljana, to pa je. Mislim, lepo ste se oblekli tudi za supanje, pa spet ni bilo prav. Na supu, ko stojite v obleki, kaj predstavlja to? Je to politično stališče? Prebral kontekst. Zanesljivost piše spodaj. Ja. Nekdo, ki gre v obleki na sup, mora biti zelo prepričan vase in zanesljiv. Skapo ni prav, to je ta obleki ni prav. situacija za Šarcem. Če bi on drugače postavil to stvar in pravzaprav iz tega naredil burkaštvo, ne da bi mi dal možnost, tako je, ne da bi mi dal možnost, da pojasnim resnost tega objave. In on je to sposoben bil narediti, ker ima ta značaj, samo ga je skrival kot resen državnik. Ne. Jaz mislim, da bi imel večje šanse za zmago, če se ne bi spreminjal. Ker mi so to že Šarcem enkrat govorila. Kaj je rekel? Nisem govoril na kampanjo, ampak na njegovo osebnost. Vprašal sem ga, zakaj, če vem, kdo si in te poznam kot takega, što serija, dajmo temu reči, celotno kariero, celotno, odkar te poznam. Ne. In v trenutku, ko kandidiraš na nek položaj, ali to predsednika, ne vem, premijeja, karkoli že, se pa moraš kar potegniti nazaj in skrivati to osebnost, ki jo imaš. Zakaj to početi, ne? In je bil njegov odgovor, zato, ker pač se to ne spodobi za to funkcijo, tukaj je pa treba biti odgovoren, resen in tako naprej. In sam se namreč s tem pa ne strinjam. Jaz ne bi mogel iti na kamorkoli, brez da bi imel to isto svojo osebnost. Jaz tudi do predsednika republike od samega začetka, ko so se začela mi da pogovarjati, a sem jaz zdaj? Ne. Nisem. Ne. Ampak zdaj mi je prišlo na misel, imamo neko paralelo, ki nam mogoče pomaga do neke mere odgovoriti na to vprašanje. Volodimir Zelenski se v kampanji proti Porošenku ni spreminjal. On je ostal igralec, ki želi biti predsednik. Ne? On je v kampanji namesto shodov delal predstave. Tako je. In zmagal z ekstremno večino. Jaz sem bil s Porošenkom velik prijatelj, tudi osebno, ne samo, nisva bila samo kolega. In on je bil šokiran nad tem, kako v neki državi, v kateri se soočajo z resno situacijo, pretnjo miru, ne, suverenosti, lahko nekdo v bistvu s tako lahkoto pridobi ljudi za neko zamisel, kot je Volodimir Zelenski. Da to zna, vidimo zdaj, ko pravzaprav iz svojega telefona usmerja pravzaprav obrambo svoje države, in to ne samo na ravni svoje države, ampak celotne mednarodne skupnosti, ki stoji za njim. To je fascinantno. Tukaj recimo imamo dokaz, da nove tehnologije dramatično spreminjajo delanje domače in svetovne politike. Absolutno. Lep pozdrav v volilni nedelji, z nami je človek, čigar menjavo danes izbirate na voliščih. Borut Pahor ne kandidira, ker je odslužil oba mandata. Bi šli še tretjič, če bi bilo možno? Ja, jaz sem na volilni listek svoje ime dopisal pa obkrožil. Okay. Francozi so včasih imeli mandat 7 let. 7 let, a bi vas to mikali? Mislim, da zdaj 7 let nima več nihče. Nekaj držav ima še 6 let, večina 5, samo nekaj 4. Tako da tako imenovani neizvršni predsedniki, med katere spadam, to je večina predsednikov držav Evropske unije, smo neizvršni predsedniki, ima dobo 5 let. Ja. To je čisto v redu.
A lahko rečem, da je bila to služba, v kateri ste najbolj uživali? Že kot predsednik državnega zbora sem užival v funkciji. Očitno, ne, tako kot v nogometu, ne, dva položaja nista enaka. Nekdo, ki je dober vratar, ni tudi dober napadalec in tako naprej. Ne. Tudi v politiki naloge niso pisane vsem enako na kožo. In očitno je, zdaj ko končujem kariero, da so mi funkcije, kjer se gradi konsens, bliže od tistih, kjer se pač izvaja egzekutivna politika, kakšenkrat tudi nasproti konsenzu. Ne. Koliko fajn je biti predsednik, je tema čez nekaj minut. Dobro jutro. S trenutnim predsednikom države se pogovarjamo, 10 let se mi zdi kar hitro mine, zdaj, ko pogledamo nazaj. A? Ja in ne. Zgodilo se je veliko lepega, spomini so sjajni, ampak najbolj pomembno pa je, da, kot sem rekel uvodoma, odhajam z nekim zadoščenjem, da to niso bila, vsaj z mojega vidika, no, upam, za Slovenijo zamujena leta. Gledam malo vaše fotografije na Instagramu, čestitke, dobro se držite. Američani radi objavljajo te prej pa potem slike. Ne? Ja, ne. Ja, koliko se je v Beli hiši postaral Bush. Obama, on je vam prišel čistil. Ja. On je šel... Ja, se jaz tudi, on je... tudi jaz si vim. Ja, pa ne tako. Ne tako hitro. On je šel noter, ker Will Smith vam prišel, kaj Andrej Šifra. Vam se to obdobje manj pozna, no. Kaj je zdaj vaša skrivnost? No, nekaj gotovo pripomore k temu, da delaš službo, ki ti je všeč. Da greš z ljubezno zjutraj v službo. Ne. To se mi zdi, to je tak privilegij. Ne vem, če greste vi ob 5 zjutraj, ampak jaz ob 7 pa grem. Ne. Vsak dan sem vstal, pa tudi, če so bile težke stvari, sem vstal srečen, da lahko grem in da lahko nekaj naredim. Ker sem prej upravljal tudi že druge službe, ni bilo vedno tako. V tej pa. Gledam malo izogibanje stresu, dajmo reči. V času prvega lockdowna marca 2020 ste na Instagramu zapisali: malo ga sam čiliram na soncu, vitamin D in te reči, #ostani doma. Hashtag ostani doma, ja. Ja, koliko predsednikov je takrat čiliralo? Merklova ni čilirala, Macron ni čiliral, Trump se je spraševal o zdravilnih učinkih belila. In definitivno ni čiliral. Ne? Vi takrat niste imeli nič za delati, ali ste nam želeli biti za zgled? V smislu, dajte res ostati doma, odklopite. Kdo ve, kdaj bo naslednja priložnost, da boste ostali doma? No, mogoče en drug pogled na ta čas. To je bilo zame najtežje obdobje v teh 10 letih, ker sem zgubil stik z ljudmi. Ne. Tisto, kar me je določalo celo obdobje, oba mandata, je kar nekaj izginilo. Kar nekaj zvečer, popoldan nisem mogel iti med ljudi. Ne. Jaz nisem bil predsednik, ki bi imel močno medijsko podporo ali pa razumevanje. Ne morem reči, da so bili pristranski, si tega tudi ne upam, ne smem reči, ampak da sem ohranil neko prezenco pri ljudeh, sem mogel iti do njih. Ne samo v času kampanje, tudi kasneje. Kar nekaj v času covida nisem mogel. To me je zelo streslo. Tako da v tem smislu se najbolj spomnim covida. Seveda so bile stvari, ki jih ljudje niso videli normalno, takrat se je tehtalo kaj, kako, ne? Vse to je bilo predmet pogovorov, seveda 4 oči in tako mimo javnosti. Ni bilo lahko obdobje. Zdaj se mi zdi zelo tako čez palec kritizira. Bog ve, kako bi ta vlada, če bi bilo pred nami covidno obdobje, reagirala v tem času. Ne? Za nazaj je vedno lahko biti pameten. Ne? Morda bi res drugače, v redu, ampak morda pa ne bi. Ne? Nič narobe s tem, dokler tisti, ki je delal, mogoče tudi prizna, da je delal napake in da bi drugače reagiral. Tako pa mi na to tako gledamo. Ja, ostanite z nami, predsednik Republike Borut Pahor je z nami. Borut Pahor. Dobro jutro. Dobro jutro. Lepo nedeljo vsem. A ste šli že vol? Ja, v četrtek. Ja, že predčasno. Ja, predčasno. Lepo. Zaradi maratona, ne? Jaz tudi. Lepo. Predsednik Republike Borut Pahor je z nami. Zadnji dni smo spoznavali kandidate, ki želijo vašo službo, ampak njihov čas še prihaja. Danes gremo čez vaše greatest hits, bomo rekli. Je bilo pa kar nekaj, ja. ne? Ja. A v kino še kaj hodite? Upam, da ne. Ja. Ja, se zamaskiram in grem in nič ne govorim, nič ne povstam. Ste gledal Mavericka? Ja. Dobro, se tam se nič tazga ne zgodi, samo vprašam. Ne, ni to. Ja. Kaj pa Squid Game? Ne, nisem še. Ne? Sploh ne? Ne, nisem. To pa treba. Bom. To je pa treba. Malček zamujamo, ja. Se v vašem primeru v redu, da malček zamujate. Ja. Lahko poveste eno stvar, ki jo gledate ali berete? Ja,
Tako kot večina sem na Netflixu. Ne? In vedno pogledam, ali so kakšne nove dokumentarne oddaje, filmi. Mislim, da Netflix suma sumarum dela dobre reči. No. Kakšenkrat se mogoče potrudi prehitro narediti kakšno stvar, pa je bilo dobro, da mogoče to naredi bolj precizno, ampak mislim, da smo dobili enega producenta dokumentarcev, ki nam pomaga malček boljše razumeti svet. Ne. Naprimer, ker dokumentarce? Kaj priporočate? Ker mi tudi kar ogromno pogledamo tega doskrat. Netflixa. Imamo tudi, obožujemo serije, Narkosi priporočamo. Narkosi so fantastični za pogled. Zdaj sem si znova pogledal dokumentarc o Bobbyju Kennedyju. Okay. Mislim, da so 4 epizode. Tega sem pogledal že prej, ampak zaradi enega povoda se mi je zdelo vredno iti še enkrat v njegov življenjepis in se mi zdi, da so to obrtniško dobro naredili. Kaj pa Marilyn Monroe? Ja. Ko smo že pri Kennedy. Mnoga misliš tega, ki je delal ta novinar ali kaj, raziskovalec. Novinar, ki se je ukvarjal kar par let s tem. Ja, vedel sem, da ne more povedati nič novega, ker če bi kaj novega bilo, bi zvedli to še pred objavo na Netflixu, ampak je bil še kar dobro spretno narejen film, ki je še enkrat pokazal na to razmerje med Kennedyjem in Marilyn Monroe. Je pa tudi film, Blond. Je tudi. Ja, ki je pa čist drugačen, kot bi si ga in predstavljali. In tega čakam, je nekaj filmov, ki čakajo. Jaz sem sicer tak, imam rad film in rad hodim v kino, no, tako da. Oboje, sam ne na Instagramu polnoč pisati. Vem, kakšno Teslo. Spoiler alert in tako naprej. Obstaja en spoiler, ki nas dejansko zanima, samo o tem ne smemo govoriti na volilno nedeljo. Če pa veste, o katerih dveh se bomo pogovarjali jutri, pa nam to z veseljem izven etra zaupite. Je prav? Sam ne na Instagramu objavljati. Dobro jutro! Dobro jutro! Nedeljski delnic Audi Show poslušate, so besede, ki sem si mislil, da jih ne bom nikoli več rekel. Ampak po drugi strani pa Borut Pahor, predsednik republike, samo enkrat pride na poslovilni obisk. Kdaj bo pa poslovilni žur v predsedniški palači, nam bo pa zdaj povedal, da pridemo. Prisega novega predsednika ali predsednice bo 22. decembra. To nam je vse, nas zanima. Kdaj bo žurka, ta poslovilna? Ja, zdaj nisem razmišljal, ampak zdaj, ko si rekel. Ja, treba je nekaj narediti. Bo kaj zajest, pa ne so sendvič samo. Bomo sabo prinesli. Bom razmišljal. Mogoče vas pa povabim tik preden grem, da pridete. Mislim, za pit je zihar, to sem 100%. 10 let ste bili predsednik, polnomor enih vrečk tam more biti nekje. Pa je nekaj tega. Evo, lej. Tako kot je bo ostalo, pa vi prijete pa vzamete. A lahko jaz dobim nekaj, kar ste dobili od Macrona? A lahko dobim kaj? Od njega, da sem kaj dobil. Da se ni važen, od Obame, ne karkoli. Ja, tako darila. Ja, nekaj da jaz dobim. Zakaj ne? Ne, to mora biti vse v arhivu. Flaša od nekoga. No, steklenica bi lahko bila. A to lahko dobim. Sam te tekoče zadeve, kar grejo. Nekaj je zihar še. Če bi vam rekel, kateri dan v teh 10 letih vam je bil najlepši? Kateri dan bi to bil? 13. juli 2020. To je bilo pa zelo hiter. Ker? Tistega dne je bil Slovencem vrnen Narodni dom. Tistega dne sva s prijateljem, italijanskim predsednikom Mattarello z roko v roki bila pred 2 spomenikoma in odprla eno novo poglavje v sožitju Slovencev in Italijanov. Kaj pa najtežji dan? Ne gre za to, da ne bi želel, ampak kakšnega tako enakovrednega najlepšemu ni. Da bi bil najtežji. Kot trapez, ne. To ne. Nikoli ni prišlo do, ne vem, stresa, da bi končal? Ne, to gotovo. Ne. Nič kaj tazga. Ne, ko se začneš tako potem obnašati, si že na začetku konca. Tako da. Ok, okrog 2 meseca boste še hodili v službo, potem se konča to 10-letno obdobje. Zdaj moram vas eno stvar vprašati, gre za stvar, zaradi katere vas tudi največ kritizirajo. Potem, ko ste zmagali drugi mandat, ste isti večer rekli tole. Jaz sem se nekaj naučil v tej kampanji. Tudi tisti, ki so me podprli, ne samo tisti, ki so bili proti meni, so me prosili, nagovorili, da kot njihov predsednik, bolj pogosto kot doslej, povem svoje stališče na glas in ta kritičen nasvet bom upošteval. Se vam zdi, da ste upoštevali? Se vam zdi, da ste obljubo držali? V drugem mandatu sem se oglašal pogosteje, vendar pa moram pošteno reči, v bistvu mi je bolj žal kot ne. Tudi danes ne mislim, da je glavna naloga predsednika republike, da je komentator, še manj, da je
politični analitik, še manj, da se ukvarja s političnimi aktualnimi temami, ki so v pristojnosti vlade in parlamenta. Rad bi povedal nekaj resnega. Predsednik države lahko stori nekaj, kar nihče drug ne more, ravno zaradi tega, ker ima drugačen položaj, ne ker ima isti položaj kot vsi ostali. Če se obnaša kot vsi ostali, potem nima v ničemer manevrskega prostora, ki mu omogoča, da bi lahko naredil, kar drugi ne morejo. To razumeti se mi zdi glavna skrivnost tega posebnega položaja, ki je predsednik republike. Torej, nisem skrival svojih stališč, vendar pa nisem vedno hitel, da bi jih najbolj na glas govoril, če sem ocenil, da z njimi ne bi nič pripomogel k stvari. Dostikrat sem se oglašal in je moje stališče bilo jasno, samo zaradi njega ni bilo dobenih konsekvenc, pa so mislili, da zaradi tega ni validno. Ne. Na kratko, ni skrival svojih stališč, ni pa tudi hitel, kot pri Jamesu Bondu. Ne bi, če bi bil tretji mandat, ne bi nič pogosteje se oglašal, morda še celo nekoliko manj. Še manj. Za Fokus ste pa nekaj dni nazaj rekli, kot bivši predsednik bo pri komentiranju še veliko bolj zadržan. Kakšno kariero lahko zdaj pričakujemo? Kar nekaj boste zagotovo zdaj počeli. Vem po tem pogovoru, kaj ne bom. Ne bom komentiral vremena na Radio. Absolutno ne. Čeprav moram reči, da Jana mi je pomežikala zdaj. Jana me mežika že 15 let. Jana me mežika že 15 let. Res, ali kaj? Ja, seveda. Ja, dobro, pa nič. Se pravi, se pa nič ne vem, sem mislil, da vse kaj vem. Pa lobirate na uni strani. Prv vplivnežu bom. Ne, prosim, vam bo še ratal, ne. Jaz rabim ta job. Kaj boste zdaj počeli? Je že kakšnih ponudb? A je kaj... Zdaj se tako ne bom gledal. Zihar je. Rekel sem, da se bom odločil potem, ko se bom za leto dni preselil v tako imenovano tranzicijsko pisarno. To je po zakonu tako, da se predsedniku republike omogoči, da opravi svoje delo do konca mandata in moj mandat se izteče 22. decembra. Do takrat imam vsa polna pooblastila. Mogoče ljudje zdaj, ko spremljajo volitve, menijo, da me jutri že kar ne bo več, jih moram razočarati, če bom tam, ne? Do 22. No, potem pa si bom vzel čas in se bom odločil, nekaj ponudb je in sem hvaležen, sem vesel, da nekateri imajo tako visoko mnenje o meni in če se bom tako odločil, potem nimam težav. Nekaj ponudb je. Ja. A so te ponudbe iz privat sektorja? Ne bom nič. A je privat sektor, je javni sektor? Mogoče klico Janez Postojne? Vse je možno, vse je možno. Dobro. Vseeno me zanima. Ne bi bil Denič, če ne bi vrtel. Ne vem. Sanski moški, 2-23. Gledanost bi bila. A lahko nekaj rečem? Sej na konc niso zares skup. A niso? Zdaj, ne bi rad, da me kritizirajo, kaj mislim, da je to pop-produkcija, ne? Ja. Nisem običajno ob nedeljah gledal, se vsak dan, ne, Sanski moški? Ne, sobota nedelja. No, ampak eno nedeljo, običajno takrat sem prav na Netflixu, pa morda kakšno glasbo. No? Ja. Ampak sem pa rekel, ne vem, zakaj bom pogledal neki sek tega Sanskega moška. In je nastopila v prvi oddaji ta 20-letnica iz Primorske, mislim, da je iz Kopra. Ja. Črni lasni, poznate kaj? Ja, seveda. Rekel, to je to, stari, kaj imaš še za se spraševati? In pol je prišla neka nova in sem rekel, dej, stari, umel si uno, ostal pri tismu, ka una te gleda, 4 očmi te gleda, razumeš? Tako da upam, da bo ohranil. Ne vem, kako je ime, ampak lej, če bi jaz mogel voliti, bi že zmagala. Res držim za njo, no? Pa ne spremljam več, ampak držim za njo pesti. Če kdaj zagusti, klic na pomoč ste že posneli pri nas, to je bilo to. Tako lahko pomagate, če pošljete SMS na pomagam 1 ali pomagam 5 na 1919. Evo, gospod predsednik, jaz vam bom rekel še enkrat hvala za podporo našim dobrodelnim akcijam, Deželaki junaki 28. dobrodelni maraton. Ja. Upam, da bo vaš naslednica pri tej zadevi tako dosleden, kot ste bili vi. Hvala, ker ste prišli, pa opravičujem se, če smo se premalo delali norca iz vas, morate razumeti. To je edina zamera. Nismo vas mogli dohajati. Težko je bilo. Smo se pa potrudili. Hvala. Hvala lepa. Hvala.